v temle razmišljanju na glas o enem skritem strošku, na katerega marsikdo pozabi, ko postavlja ceno spletnega tečaja. Hojla, Maruša tukaj iz edugodek.si, kjer svoj spletni izobraževalni dogodek lahko promoviraš tudi ti. Takole, kot običajno najprej en majhen disclaimer, da pridemo vsi na isto stran. Namreč v temle razmišljanju na glas ne bom govorila o tem, kako postaviti ceno spletnemu tečaju. To se pravi, ne kako oblikovati ceno za končnega uporabnika, ker seveda na to vplivajo različne stvari od, ne vem, recimo rezultata, ki ga prinaša recimo tvoj spletni tečaj, do tega, kako vroča je ta tema, o kateri ti razlagaš oziroma o kateri je spletni tečaj, pa do tega, kakšne rezultate imaš ti sam kot strokovnjak na tem področju, pa še kaj, ne. Tako da osredotočila se bom na ceno, oziroma na stroške, ki nastanejo v ozadju kreiranja spletnega tečaja in ki lahko vplivajo na končno ceno. Namreč zadeva je taka, da dostikrat marsikdo, ko gre kreirati spletni tečaj oziroma potem, ko ga že postavi in oblikuje ceno, pozabi na en določen strošek, to pa je strošek gostovanja spletnih tečajev. In ker dostikrat je tako, ne, da ljudje imajo percepcijo, ne, da če je pa nekaj na internetu, da potem je pa zastonj. Oziroma, da potem pa enostavno je pa kar nima nobenega stroška ali kakorkoli. In to percepcijo imajo dostikrat tudi naši udeleženci, ne, da pravzaprav se vprašajo, okej, saj to je itak posneto, to se pravi, itak se je že posnel, pa itak je to na internetu, ker nič ne stane in tako naprej, ne. Zdaj, okej, to je ena plat, če se pač udeleženci ne zavedajo tega, da res v ozadju je pač tudi neki strošek. Bolj pomembno kot to, kaj se zavedajo naši udeleženci, je pa to, da se mi kot izvajalci oziroma kot ponudniki spletnega tečaja v fazi, ko spletni tečaj damo na trg, zavedamo, da cena sestoji tudi iz stroška gostovanja spletnih tečajev. Tako da v nadaljevanju se bom posvetila, bom razložila tehnično, kaj to pravzaprav pomeni in pa kakšne so različne opcije cene. Cena stroška oziroma strošek sam za gostovanje spletnih tečajev je sestavljen v bistvu iz dveh delov, tako zelo na simpel rečeno. Prvi del je gostovanje sistema, to se pravi learning management sistema, kamor postaviš, kjer oblikuješ ta spletni tečaj. Drugi del je pa gostovanje videa. Pa dajmo pogledati najprej gostovanje sistema, to se pravi learning management sistema, kaj to v praksi pravzaprav pomeni. Pa tudi konec koncev bom dala primerjavo oziroma nekaj cen, da si oblikuješ mogoče eno sliko, kakšen strošek pravzaprav to je, ne. Zdaj zadeva je taka, ne, če si ti predstavljaš, naredil si spletni tečaj, imaš tiste videe in zdaj nekam jih je treba naložiti, zato da bojo ljudje dostopali do njih. To se pravi, da se ljudje lahko, tvoji udeleženci, da se lahko registrirajo, pa da imajo potem dostop do teh videov, pa da je to vse lepo postavljeno v neko strukturo. Namreč tako kot značilno, tisto, kar je bistveno značilno za spletne tečaje, seveda je, da tečejo, ne, da imajo neko strukturo, ki pelje od točke A do točke B oziroma do rezultata in cilja. Zdaj, taki LMS-i, to se pravi te learning management sistemi, imajo tudi še eno zelo pomembno lastnost, namreč, da so user-friendly za naše udeležence tudi v tem kontekstu, da skrbijo za informacijo, da poskrbijo, da si namesto udeležencev zapomnijo, kje so udeleženci ostali, ne. Ker če si predstavljaš spletni tečaj, je recimo dolg, ima obsega, ne vem, 2, 3, 4, 5, lahko tudi 20 ur, ne. In če bi si moral zdaj udeležencu vsakič zapomniti, kje je ostal, smo totalno ne user-friendly, kako bi se to lepo reklo, ne. Tako da v bistvu pač to je ena od funkcij, seveda na drugi strani lahko LMS-i zagotovijo tudi za nas ponudnike oziroma izvajalce nek reporting sistem, kjer lahko pogledamo, koliko so ti udeleženci že predelali in tako naprej. Skratka, ko govorimo o learning management sistemu, v katerega pač naložimo te spletne tečaje oziroma ki dejansko oblikujejo te spletne tečaje,
to ni samo, ne vem, neka zadeva, kamor nekam vržeš tele zadevce, ampak je to dejansko en sistem, ki ima rep in glavo in cel sistem vzadij, ne. Zdaj pa zadeva je taka, ne, learning management sistemi, imamo dve variante oziroma imamo več variant, no, predstavila bom tri, na tri se bom osredotočila, te so najbolj pogoste med edu podjetniki. Prva je Facebook skupina. Zdaj, ta niti sicer ni najbolj priljubljena oziroma sploh ni priljubljena oziroma sploh ni uveljavljena za spletne tečaje, ne, ponavadi tak learning management sistem uporabijo bolj za vodene online programe, ampak vseeno pač jo dajem tudi v ta ozir, zato da se boste zavedali, da tudi ta opcija obstaja, namreč Facebook skupine, če jo oblikuješ, če izbereš tiste družabne ali družbene enote, no, zdaj ne vem, kakšen je točen prevod, dobiš en tak lep sistem, kamor seveda, kjer seveda lahko nalagaš tako spletne tečaje, kot imaš neke zadeve, te se pravi Facebook Live in tako naprej. To zdaj sicer sem navedla tukaj kot eno opcijo, bom pa tudi en tak velik disclaimer, ne droben tisk, ampak velik tisk zraven, da to ni rešitev, da to ni najbolj optimalna rešitev, če hočeš nastopati kot profesionalno, mislim, z nekim profesionalnim nastopom in ponuditi spletne tečaje, ne. Facebook je namreč namenjen temu, da ljudje se hodijo tja zabavati, da si mogoče na hitrico kaj pogledajo, za kakšen navdih, inspiracijo in tako naprej, tudi za kratke te microlearning zadevice, to se pravi za kratke neke učne enote, ni pa zdaj namenjen temu širšemu ali pa bolj profesionalnemu izvajanju spletnih tečajev, no. Tako da tukaj, jaz sem ga omenila, je super dobrodošel mogoče za kakšne brezplačne mini spletne tečaje, zato ker enostavno je zadeva dosti enostavna, ker ljudje že imajo recimo račun ustvarjen na Facebooku in se v bistvu samo registrirajo noter. Zdaj, ti seveda kot izvajalec neke možnosti predogleda oziroma neke možnosti ogleda, kako tvoji udeleženci napredujejo, seveda imaš, ni pa zdaj to neka huda, ne vem, kako naj rečem, platforma, ki bi ti zagotavljala kaj več kot to, ne. Seveda je pa zastonj, tako da dostikrat je tudi zato prikladna za marsikaterega edu podjetnika, čeprav jaz pravim, da tiste zadeve, ki so brezplačne, so na koncu lahko največ stanejo. Tako da to je ena od opcij, zavedati se je tukaj seveda treba, da tukaj nimamo dostopa do našega uporabnika, ne vemo, kdo pravzaprav, mislim, nimamo njegovega e-maila in tako naprej, skratka, komunikacija je majčkeno otežena in tako naprej. Jo pa navajam kot eno možno rešitev, mogoče za kakšno brezplačno gostovanje spletnih tečajev oziroma brezplačnih spletnih tečajev. Tako da v bistvu drugi dve, če bom tako rekla, tisti drugi dve oziroma najbolj priljubljeni rešitvi med edu podjetniki sta potem dve. Ena je, da gostuješ tak learning management sistem na lastni spletni strani na WordPressu. To se pravi, če že imaš svojo spletno stran, ki je postavljena na WordPressu, seveda že plačuješ gostovanje, imaš že najbrž tudi certifikat urejen in tako naprej, ne. In potem se ti zdi pač, da je prikladno, da bi seveda, zakaj bi si potem dajal dodaten strošek, da bi šel na nek plačljiv sistem, ki je pa druga opcija. To se pravi, standalone oziroma te samostojne profesionalne platforme za gostovanje spletnih tečajev, pa en majhen disclaimer, niso samo za spletne tečaje, tiste avtomatizirane, ampak lahko jih uporabiš tudi za vodene programe, pa za mentorstvo, pa tako naprej, no. Ampak te standalone platforme, to se pravi te samostojne platforme za gostovanje spletnih tečajev, so pa potem alternativa tem WordPress, gostovanju spletnega tečaja na WordPressu. In seveda, ne, pač nekdo, ki ima to platformo oziroma ki že ima WordPress, se mu dostikrat potem zdi prikladno, da bo pravzaprav zelo poceni prišel skozi, ker ne bo rabil plačevati stroška za tisto standalone, to se pravi samostojno platformo, kjer so stroški nekje od 30-40 evrov na mesec naprej. In reče, ok, bom postavil zadevo na svojem lastnem WordPressu. Tukaj pa en hakelc, ne, namreč WordPress sam po sebi ni learning management sistem, omogoča seveda, da tam naložiš oziroma da nekaj oblikuješ, pa postaviš spletni tečaj, ampak je treba ga spremeniti v LMS, ne.
Tako da tukaj, če želiš neko dosti enostavno zadevo, je pravzaprav treba potem spet takoj kupiti ali nek vtičnik ali pa dejansko temo za LMS, torej za Learning Management System. Kakšen je tukaj strošek? Dobijo se seveda platforme, oziroma plugini, ki so zastonj. Tega spet, kot sem rekla, zastonjske zadeve so na koncu najdražje, tega ne bi priporočala. Drugače so pa plugini za tako zadevo od nekje 60-70 evrov naprej, oziroma tudi teme so, pa če se jih dobi za 60-70 evrov naprej, pa tja do nekih, ne vem, 200-300, v končni fazi še več evrov na letni ravni. Tako da, ko se odločaš za gostovanje na lastnem WordPressu, ne pozabiti, da bo tukaj tudi strošek ali nakupa teme, ki je sicer lahko enkraten, pa je mogoče samo 60 evrov, ali pa nekega plugina. Zdaj recimo za primerjavo, eden boljših pluginov, vtičnikov je na primer LearnDash, ki pa stane 200 evrov na leto. Tako da to je že takoj en strošek, če to preračunamo na mesece, je to recimo slabih 20 evrov na mesec, kar pomeni, da vsak spletni tečaj, ko ga prodaš, če si ti nekomu obljubil doživljenjski dostop, pazi, doživljenjski dostop, to so tiste zelo priljubljena prodajna taktika, da človeku omogočaš doživljenjski dostop do spletnega tečaja, ne upoštevaš pa tega stroška, ki je tudi doživljenjski. To se pravi, če imaš recimo primer konkretno vtičnika LearnDash, ki je, kot sem rekla, eden boljših ali pa zanesljivejših, je takoj strošek, mesečni strošek 20 evrov. In to ga plačuješ, ne glede na to, da si ti prodal spletni tečaj za pravzaprav mogoče 60-70 evrov enkrat in pravzaprav na dolgi rok moraš biti pozoren, kdaj bo ta strošek oziroma kdaj bo ta zaslužek 60 evrov, kolikor si ti dal, kolikor si zaslužil s tem spletnim tečajem, kdaj se bo pravzaprav nehal pokrivati, če prodaš en sam spletni tečaj. Potem je pa tukaj še en strošek, ki nastane, kadar se odločaš za gostovanje spletnega tečaja na lastni WordPress spletni strani. To je pa gostovanje videa. To se pravi gostovanje videoposnetkov. Namreč zavedati se moraš, da videoposnetke ne moreš kar naložiti na WordPress stran. Namreč WordPress stran ti ne zagotavlja, oziroma tvoj ponudnik, pri katerem gostuješ s spletno stranjo, oziroma s paketom gostovanja podatkov, ti ne zagotavlja toliko močnega streaminga, oziroma po domače rečeno toliko močnega predvajanja posnetkov, da bi to lahko teklo tekoče in da bi to bilo lepo dostopno in tako naprej. Tako da v tem primeru, ko se odločaš, da greš na lastno WordPress stran, moraš v strošek vkalkulirati tudi strošek gostovanja videa. Zdaj, kaj pomeni gostovanje videov? Gostovanje videov pomeni, da ti video naložiš na eno od platform, ki zagotavlja ta prenos oziroma predvajanje videoposnetkov. Po domače rečeno, da to naložiš na YouTube ali pa na Vimeo. Zdaj, YouTube, ja, je brezplačen in je zelo prikladna rešitev, ampak ima spet v zadnji hakelc v tem, da na YouTubu ne moreš zakriti svojih posnetkov. Tudi če daš video, če video gostuješ in ga naložiš na YouTube in ga zaznačiš kot neobjavljen oziroma unlisted, bo ta video še zmeraj imel link. Pojdi si pogledati enkrat na YouTube, lahko vidiš, da v bistvu, če imaš nek unlisted oziroma nenaveden posnetek, še zmeraj, če ga deliš naprej, lahko tisti, ki ga dobi, to se pravi v tem primeru udeleženec tvojega spletnega tečaja, vidi tudi link do tega posnetka na YouTubu. Kar pomeni, ko v praksi povedano, če imaš enega udeleženca, ki je mogoče recimo se glih ne ozira na avtorske pravice pa tako naprej, bo lepo skopiral vse linke z tvojega spletnega tečaja, jih zapakiral nekam in posredoval naprej, kar pomeni, nikoli ne veš, kako se ta zadeva, te linki distribuirajo naprej in koliko ljudi je še to zadevo videlo, ne da bi ti pravzaprav imel kakršenkoli profit od tega. Tako da tukaj priporočam opcijo gostovanja videov na Vimeo. Vimeo ti namreč zagotavlja, da
pri videu zakriješ vse te linke, nastaviš privacy na levelu tvoje spletne strani. To se pravi, recimo, če bi jaz naložila na spletni strani marušajovanović.si posnetke, bi na Vimeju nastavila, da lahko embedam ta posnetek zgolj na spletni strani, ki se začne z marušajovanović.si. Tako da to privacy oziroma to zasebnost lahko dosežeš na Vimeju tu. Je pa spet en hakelc tukaj. Vimeo omogoča, Vimeo to najmanjši paket, ki pride v poštev za take zadeve, je nekih 5 evrov na mesec, če se ne motim. 5 evrov na mesec, vkolikor plačaš, 5 ali 6 evrov, no, ne vem zdaj točne cene, na mesec, vkolikor plačaš na letnem nivoju. Če pa ne plačaš na letnem nivoju, pa mislim, da nekih 10 evrov na mesec. Je pa tukaj tisti hakelc, da je ta cena še kar, bom rekla, solidna, luštna in tako naprej. Se pa treba tukaj zavedati, da Vimeo v bistvu ima v svoji ponudbi napisano, da pač na tem paketu, torej mislim, da je to basic paket, ne dovolijo gostovanja komercialnih vsebin. Zdaj, tukaj se lahko vsak po svoje razlaga, kaj so to pravzaprav komercialne vsebine, ampak če smatramo spletni tečaj kot komercialno vsebino, ki se prodaja, potem bi po pravilih Vimeja morali iti na paket, ki stane pa 16 evrov na mesečni ravni, s tem, da je pa še en hakelc, da pa ne omogoča mesečnega plačila, kar pomeni, da takoj, ko se ti odločiš za gostovanje videov na tem paketu, moraš zakupiti celoten paket za celo leto, kar pomeni nekih skoraj 200 evrov na letni ravni. Tako da zdaj, tisti, ki razmišljajo, recimo, da grejo na WordPress in na WordPressu postavijo spletni tečaj. In če razmišljaš v tem kontekstu, se spletno stran že imam, to se pravi, bom spletni tečaj postavil tja, pa na YouTube bom dal posnetke. Ok, upam, da si do zdaj prišel do tega, da pravzaprav YouTube ti ne omogoča neke varnosti oziroma pač tvoji posnetki so potem dobesedno vrženi v svet. Druga zadeva je pa to, da sam WordPress ne zadošča za postavitev, bom rekla, enih takih bolj profesionalnih spletnih tečajev. Tako da, če zdaj skalkuliramo oba stroška, to se pravi gostovanje sistema LMS, to se pravi, da rabimo vtičnik za LMS, ki stane 200 evrov na leto, pa da rabimo potem Vimeo še, ki stane 200 evrov na leto, smo prišli do stroška 400 evrov na leto, pri čemer je treba upoštevati tudi to, da najbrž moraš imeti tudi nekaj znanja, da to skozi lepo pridno updateš, ali pa plačaš svojega administratorja, spet ne vem, kakšen strošek na letni ravni je to. Skrbeti moraš seveda, da imaš kar naprej posodobljene zadeve, zaradi varnosti in tako naprej. Tako da ne pozabiti, da to je skriti strošek, skoraj 400 evrov na leto, ki lahko nastane, čim greš v majčkeno bolj profesionalno varianto. Ok, kaj je zdaj alternativa WordPressu? Druga alternativa, ki je zelo priljubljena med edu-podjetniki in je pravzaprav tudi ustvarjena za edu-podjetnike, so pa te standalone profesionalne platforme za gostovanje spletnih tečajev. S tem, da, še enkrat bi poudarila, niso samo za spletne tečaje, v njih lahko pravzaprav izvajaš tudi vodene programe, uporabljaš jih lahko kot, bom rekla, kot neke vrste knjižnico, tako da tudi, če imaš programe na terenu, lahko tvoji terenski udeleženci pridejo pa si poberejo mogoče neke določene, ne vem, recimo PowerPoint, ki si ga prezentiral na terenu in tako naprej. Uporabljaš jih lahko za privatna oziroma individualna mentorstva in tako naprej. Cena je od 30-40 evrov na mesec dalje, s tem, da ponavadi je v tem sistemu tudi vključen e-mail sistem, kar pomeni, da tudi iz tega sistema lahko svojim udeležencem pošiljaš opomnike, pošiljaš maile, pošiljaš obvestila in tako naprej. In pa vključeno je že tudi gostovanje videov, kar pomeni v bistvu praktično za enak strošek, če govorimo zdaj na letni ravni o nekih 300-400 evrih za takole standalone platformo, pridemo do istega zneska kot za gostovanje z nekimi profesionalnimi vtičniki in v kombinaciji z Vimejem pridemo pravzaprav do istega stroška.
S tem, da smo tukaj zelo prihranili čas v tem kontekstu, ker nam ni treba video najprej nalagati na Vimeo, ampak jih enostavno lepo samo povlečemo v to platformo in pravzaprav z 2 klikoma naložimo vse dokumente, videe in tako naprej direktno v platformo. Še ena prednost je tudi ta, da pravzaprav nam ni treba skrbeti, ali je zadeva updatana, ali je varna ali ni varna in tako naprej. Skratka, za vse to je že poskrbljeno v ozadju. Tako da za tiste, ki mogoče razmišljate o spletnih tečajih, pa vas odvrača misel, da pravzaprav ne veste, kam to tehnično postaviti oziroma kako to narediti, je to ena perfektna varianta. Tudi sama gostujem na takih platformah, konkretno gostujem na platformi Teachable, drugače pa seveda so tukaj še Thinkific, Kruzuku, Kajabi, platform je res you name it. Poiščite vtipke na internetu LMS for Edupreneurs ali pa online courses, platforma za online courses in tako naprej. Tudi dokaj pogosto objavim kakšno v naši Facebook skupini Podjetniki izobražujemo spletno. Skratka, tukaj gre potem samo za odločitev, koliko si pripravljam dati denarja, pa kaj pravzaprav pri taki platformi iščeš. Da pa zdaj tole naše oziroma moje razmišljanje na glas nekako strnem oziroma zaključim, bom tako rekla, ne. Opcija, da nekam naložiš spletni tečaj, pa da te to ne bo nič koštalo, ne obstaja. Tako da čisto realno gledano za gostovanje spletnega tečaja moraš računati en strošek 30, 40, 50 evrov na mesec, kar pomeni, da v končni fazi en spletni tečaj na mesec, če ga prodaš, pa da je vreden tam nekih 40, 50 evrov, si pokril gostovanje oziroma stroške gostovanja spletnega tečaja za en mesec. Tukaj je treba potem seveda upoštevati tisto varianto, da ne obljubljaj doživljenjskega dostopa za spletni tečaj, če veš ali pa če nisi ziher, da boš lahko, če nisi zagotovo prepričan, da boš lahko pokrival te stroške do nadaljnjega. Jaz bom tako rekla, sama sem tako ali tako proti doživljenjskemu dostopu, ker v končni fazi, ne glede na tematiko, ki jo prodajaš oziroma podajaš, verjamem, da se vsebine v današnjem času dovolj hitro spreminjajo, da po enem letu ali pa 2, morda 3 recimo, vsebine iz prvotnega spletnega tečaja niso več popolnoma optimalne ali kakorkoli. Sploh to velja, če prodajaš nekaj, kjer predavaš nekaj oziroma kjer razlagaš oziroma kjer vodiš do nekega rezultata na področju nekega, ne vem, tehničnih rešitev. Sploh recimo popularni Facebook oglasi, kako boš zagotovil, da bo platforma, ki jo predstavljaš danes in učiš danes, da bo enaka čez 1 leto ali pa čez 2 leti in tako naprej. Skratka, tukaj bi jaz razmišljala oziroma pač moja rešitev je bolj gre v tem kontekstu, da oblikuješ cene glede na dostopnost. To se pravi, glede na časovno dostopnost do e-tečaja. Če veš, da je recimo tečaj zagarantirano bo dober 1 leto, da pač veš, da nekaj, kar si tam v tem spletnem tečaju posnel, velja 1 leto, da je dostop za 1 leto. Če je nekaj mogoče dlje časa, da je za 3 leta ali kakorkoli, omogoči mogoče tudi neke dostopnosti krajše, recimo za pol leta, za par mesecev, mogoče samo neko varianto sneak peek, to se pravi hitrega pokuka v spletni tečaj in tako naprej. S tem, ko daš različne opcije, ne, zdaj ne pozabiti, pri teh opcijah lahko dodajaš tudi recimo razne, ne vem, 1-na-1 svetovanja oziroma coaching in tako naprej in spet oblikuješ različne cenovne pakete. S tem pa, ko v bistvu pravzaprav to narediš, zadostiš še eni potrebi, ki je dosti značilna za, bom rekla, za nas odrasle oziroma za tudi izobraževanje odraslih in oziroma tudi za kupce, tudi udeležence kot kupce, namreč, da omogočaš to izbiro, ne. To se pravi, da ima človek oziroma udeleženec, stranka izbiro, kaj izbere. Nekaj za za en mesec ali pa nekaj mogoče za 1 leto, nekaj samo za na hitro pogledati in tako naprej, no. Tako da, tukaj na tem mestu bom zaključila. Dober razmisel, ko planiraš cene, tudi o teh stroških in pa seveda prijetno e-dogodkanje.